polnopravni postani vojak. Odločil sem se, da bi se rad sam preizkusil, dobil nova znanja, nova izkušnja, prijateljstva. Imamo ločene prostore, drugačne nekih razlik med nami ne delajo. Moramo tudi punce stisniti fajn zobe, recimo z prihodi in temi kilami imamo vse isto. Če kdo misli boljše, pol se naj pripravi, da bo videl streljanje šele čist na konc, pa da se splača stisati, ker je pač vredno počakati. Vse tisto, tiste teke jutranje, pa vstajanja, kritja, naj se fizično pripravi, suhe obroke na terenu, zadance, ki niso idealni, ampak so za potrpeti. Kar se tiče strogosti inštruktorjev, so pa niso, pač nimaš kaj. Se da potrpeti. Vse so tudi trenutke, so ful v redu. Slišiš, ne? Ja, moram priznati, da sem res ponosna na sebe, oziroma sem ponosna na vse nas, zaradi tega, ker smo res stisnali zobe in stisnali. Čez cel teden smo pa do zdaj oddelali samo osnove prve pomoči, zaustavljanje krvavitev, temeljne postopke oživljanja in pa imobilizacijo poškodovanih. Kandidati so se na tem usposabljanju dosti naučili, tako da tudi to znanje bodo lahko uporabili v privat življenju, v civilnem življenju, predvsem pa temeljne postopke oživljanja, na to damo največ poudarka. V tem mesecu sem ugotovil, da me vojaško delo zanima in verjetno se bom zaposlil v Slovenski vojski. Drugi del sledi danes, v katerim premagujemo vodno oviro z bredenjem v osnovi. Bredemo na dva načina, ali v koloni ali pa s krožnim premikanjem, in zraven tega še izdelajo improvizirano splav, da opremo suho pripeljejo čez vodo s plavanjem. Tu je danes tle in na koncu v Vipavi izvajamo še po programu OVSU eno aktivnost, ki je tudi vezana na vodo, in tu je pa premagovanje vodnih ovir klasično, v katerim se pa že vojaki kot skupina organizirajo, izdelajo improvizirana sredstva in premagujejo vodno oviro. Tako da mi lahko rečemo, da z Vipave ven, kar se vode tiče, gre vojak usposobljen. Usposabljen dali skozi prvi dve fazi. V prvi fazi smo v bistvu se učili vojaškega življenja, naučili smo se, kako se pravilno posilja bosle, kako se zlaga omarice, postoritvena pravila, ceremonije, protokoli o pridvigu in spustu zastave. Imeli smo zelo veliko fizičnih priprav. V drugi fazi smo se naknadno še učili delovanje orožja, hodili smo tudi na NATO ovire. Sedaj v tretji fazi pa bomo se ukvarjali predvsem z taktiko in streljanjem. Trenutno danes bomo brodili po reki Vipavi. Super je bilo, ful je bilo zabavno, sploh me nič ne zebe, šla bi še enkrat, samo nebe. Kandidati PSVR Novo mesto smo včeraj prišli na Bloško polico, kjer smo najprej izvedli streljanje z avtomatsko puško Kalašnikovko. Potem smo si malo še pogledali okolico, kjer so stražarska mesta, in vrhunec včerajšnjega dne je bila nočna taktika in izvidovanje in postavljanje patruljne baze ter varovanje. Takrat nas je kar precej nazeblo, ker so temperature padle kar globoko pod ledišče. Malo smo pojamrali, drgetali, ampak vseeno nismo obupali. Tako da nekaj takega pričakujemo tudi današnjo noč, ko nas čaka še prej nočni pohod z nočnogledi. Tako kot včeraj bomo verjetno tudi danes zunaj prespali oziroma spali po badi, tako da en krije, drugi spi in se izmenjujemo. Tako da pol na enega kandidata pride, recimo urco po pol spanja, če mu uspe. Posebej dan je za vaše starše, ki so lahko upravičeno ponosni na vas, saj ste z zvestobo, sebi in uniformi, strumnostjo in odločnostjo dokazali, da ste iz pravega testa. Na srca sem ponosna na svojega nečaka. To je izjemen dogodek za nas, za sorodnike, za vse, za državo. Še bo vihrala slovenska zastava. Juhu!